Spoštovani gospod župnik, spoštovani gospod Klavdij, pa spoštovani gasilci, pevci in vsi, ki ste prihiteli danes v to svetišče. Gospodu župniku in vam hvala za povabilo. Z veseljem sem prišel, ker se z veseljem spominjam tudi vas, dobrih ljudi, in se z veseljem spominjam tudi tolikih in tolikih, ki ste dejansko bili v vseh stvarih nekako pripravljeni sodelovati pri duhovnem in materialnem delu. Z judovskim rabinom sprašujem, kdaj svetlobo premaga temo. Eden mu je odgovoril, ko se pojavi na nebu jutranja zarja. Drugi, takrat je premagana tema, ko pastir jasno razloči volka in ovce. In še se naštevajo. Pa je rabin odgovoril, takrat je premagana tema, ko zasije svetlobo v naših obrazih, da vidimo v svojem bližnjem Jezusa Kristusa in vidimo Božji načrt, ki je pred nami. Pravzaprav je svetloba premagala temo, ko je Marija sprejela ob angelovem sporočilu Božji načrt in izrekla tiste besede: zgodi se mi po tvoji besedi, glej, dekla sem Gospodova. Čez temo stare zaveze je zasijala nova luč, luč odrešenja za vse človeštvo. In Marija je ostala zvesta načelu služenja, ko je na razpolago za uresničevanje Božjih načrtov, tudi potem, ko je starček Simeon v templju napovedal, tvojo dušo bo presonil meč. To je življenje, življenje veselja in trpljenja. Življenje, ki je Božji dar, pa nas pelje tudi preko Kalvarije, skupaj z Marijo. Sveti oče je v teh dnevih v Južni Koreji in je med drugim včeraj spregovoril škofom in duhovnikom. In na srce je položil: bodite ohranjevalci spomina in upanja. Vsakdo izmed nas je tudi poklican k temu, da ohranja spomin, predvsem na vse tisto, kar je lepega, čeprav se meša tudi z preizkušnjami in trpljenjem. Če pomislim na pot, ki je mi bilo dano prehoditi v teh 50 letih duhovništva in prej, spoznavam, da je Božji načrt tisto, kar je postavljeno pred človeka in človek se odzove, da bi uresničeval ali pa ne. In ta Božji načrt se mi je razodeval
preko dobrih vernih staršev, preko brata in sester, zlasti preko brata, ki je prevzel domačijo in kmetijo, da sem bil sproščen in sem lahko sledil klicu, ki sem ga čutil v svojem srcu. Čeprav mi šola ni bila lahka, pa vendar je prišel tisti trenutek, ki je nekako najbolj zapisan v mojem spominu, dan mašniškega posvečenja. Nisem mogel zaustavljati solz veselja, da mi je Bog pripeljal do tega trenutka, ko je škof položil na mojo glavo roke in mazil moje roke. Takrat še nisem povsem razumel pravzaprav, kaj me vse čaka in kaj bo pred menoj. In naj preskočim ostala leta in povem, da imam v spominu Brezovico, v trdem spominu. Sicer prve tedne je bilo težko, zlasti je bilo čutiti razdor in vaše medsebojne spore. Vendar Bog je dal, da se je uresničilo to, kar on naroča, ljubite se med seboj. Živo mi je v spominu tako številne ure verouka, pa zlasti dobri kaplani in sestre redovnice v Šolinke, ki so se povsem posvetile delu v župniji, prevzele gospodinstvo in bile katehistinje. Tako da ni bilo težko uresničiti verouk v župniji in po podružnicah in zlasti v polnosti v Notranjih Goricah. Potem mi ostajajo v spominu fantje in dekleta, ki so prihajali k mladinskemu verouku, številni ministrantje, katerim je prednjačil sedaj gospod dekan Klavdij. Živo so mu v spominu tudi ostali fantje, duhovniki, ki jih ne bom našteval po imenu, da ne bi bilo tudi kaj bolečega. Veselje, da so se drug za drugim odločali in po zgledu device Marije rekli fiat, zgodi se. In potem nadaljno posebej mi je v spominu toliko dobrih družin, kjer ste res molili in upam še molite po domovih. Toliko zavzetosti za zvestobo cerkvi in sporedno tudi toliko trpljenja, ga ni bilo mogoče pozabiti iz vojnih in povojnih let. Vendar na vaših licih je bilo opaziti sproščenost in veselje in to je tisto drugo upanje, da se bo resničilo to, kar Bog obljublja. Ne samo, da bo zasijala luč v naših srcih, ne samo, da bomo lahko živeli v medsebojni slogi, ampak predvsem upanje, da bomo skupaj z Marijo v nebeški slavi, tam, kjer nam je Jezus prostor pripravil in nas čaka. To veselo upanje naj nam daje moči, da bi mogli odstranjevati vse tisto, kar nas uslužuje.